pošilja misionarje v Matangi in pa pevsko skupino, da se tudi oni zahvalijo gospodu Jankotu. Misionar France Buch mi je nedavno tega dal pismo, ki mu ga je davnega leta 1973 pisal Janko Slabe, potem ko je končal tečaj malgaškega jezika. Kakšen entuziazem, kakšna vira, pogum in želja po oznanevanju evangelija med malgaši je bila takrat v Jankotu. Izbral sem Matango in Manambunčo, piše, in kmalu sta se s Francetom opravila na prvo turnejo po pomembnih krajih tega področja. Še predno je hodil v gimnazijo, piše v svoji knjigi, je doma na podstrešju prelistaval stare katoliške misijone. Le kako priti v misijone, se je takrat spraševal. Le kako misionarji pridejo v stik z ljudmi, kaj je zanimalo. Ker se je vzdaroval Bogu in najbolj ubogim, mu je Bog vse to pokazal. Ko se je po dopustih v domovini vedno znova vračal nazaj na Madagaskar, so ga mnogi spraševali, zakaj? Saj so tudi tukaj pri nas v domovini misijoni. Janko pa je odgovarjal, na mojem misijonu v Matangi me 60 000 ljudi čaka, da se vrnem, ker želijo sprejeti evangelij. Če bi v vsem svojem življenju upravil samo 1% dela, ki me čaka, bi bilo vredno oditi tja. Vedel je, da bo cerkev do konca časov misijonska. Ko je pred 35 leti šel v Matango, se je naselil v tisti stari, majhni leseni cerkvici v zakristiji, kjer je živel, dokler niso skupaj z ljudmi sezidali hišo za njihovega monperja, hišo, v kateri sedaj živim tudi sam. Z velikim zagonom se je vrgel v delo, obiskovanje podružnic, spoznavanje jezika in običajev, gradnje, zdravstvena pomoč, oblikovanje cerkvenih občestev, vzgoja katehistov in še. Vse to mu je bilo veliko veselje, hkrati pa se je srečeval tudi s težavami in neuspehi. Zapisal je, zgodi se, da se počutim nebogljen, nemočen, nesposoben, posebno ob neuspehu. Vedno pa je imel v sebi Boga, ki je bil njegova moč in opora. Zato je tudi zapisal, ko pridejo dnevi, kot je bil današnji, pa dobim novih moči. Zdi se mi, da se je splačalo postati misionar, pa čeprav samo za tisti dan. Tako so misionarji v življenju, prepletajo veseli in težki trenutki, kar sedaj okušam tudi sam. Ko je prišel zaradi bolezni prvič iz Madagaskarja, je, ko se je malo pomogel, začeti takoj razmišljati o vrnitvi. Takrat sem mu pri svetih mašah večkrat ministriral, večkrat je prišel k nam domov in navdušeno pripovedoval o Madagaskarju, o njegovi Matangi. Ko sem bil že posvečen, sem mu povedal, da razmišljam o misijonih. Mislil pa sem na Zambijo zaradi angleškega jezika. Pa mi je rekel, pojdi na Madagaskar, čeprav ne znaš francoščine, saj ljudje tam na podeželju tudi ne znajo. Tako se boš še prej naučil malgaščine. In me je usmeril na Madagaskar, v Matango, kakor da bi slutil, da bom njegov tretji naslednik. Ni bil polovičar. Ves se je dal za ljudi, oni pa so se tega tudi zavedali. Velikokrat rečejo, da nisem belec, ampak misionar, je zapisal. Monpera je tujec, toda čeprav je bel, je naš sin. Pomagajmo mu, saj ni belec, ampak Monpera, so govorili. Vsi, ki smo Jankota poznali, vemo, da je bil sedaj zaradi bolezni sicer doma. Svoje srce, svojo dušo, svojo ljubezen pa je pustil na Madagaskarju, ker je ostal njegov znoj, mnoge prehojene poti, podružnice, prečute noči. Tam je pustil svoje srce pri tistih preprostih, ubogih malgaših, katerim je daroval svoje življenje. Hvala ti, dragi Janko, za vse tvoje delo. Hvala v imenu malgašev, ki te imajo radi, se te spominjajo in so me kar naprej spraševali, kako je naš Monpera, kako je s teboj. Pisali so pisma, pošiljali pozdrave,
Vse to sem ti tudi izročil, ko so se nazadnje na Vranskem videla. Mišalča pera Janko, ko ni zavača avi vitanov. Mišalča, ko ni uoča cara nomenova naj. Velumam pe mađa pihovnana, mom pera Janko. Hvala ti za vse v imenu vseh nas misionarjev, tako duhovnikov, redovnic, kot laiških misionarjev. Naj ti bo Bog za vse bogat plačnik v nebesi. Sedaj pa ti bomo še v slovo zapeli pesem v tebi tako dragi malgaščini.